lepo pozdravljeni. Moram reči, da ste me s svojim povabilom zelo počastili in da mi je zelo nerodno, ker sem bolj človek, ki črpa vedenje in znanje v svetu iz knjig, medtem ko imam že velike težave s tem, da se prepričam, da kruh ne raste v šparu, in ko sem enkrat poskušal razstaviti kotliček na WC-ju, se je bolj slabo končalo. Tako da ne vem, kaj pametnega vam pravzaprav lahko povem. Morda bi pa začel z nekaj utrinki svoje hoje, sinovi in hčerami svetega Frančiška. Moje življenje v veri je bilo v prvih zelo tesno povezano s frančiškansko baziliko Matere Usmiljenja v Mariboru. To je bila med drugim cerkev, v kateri sem prvič obiskal Božji grob. In sem bil tako nestrpen, da sem zahotel obiskati že na Veliki četrtek, ampak gospe, ki so ga varovale, se niso odzvale na moje prošnje, šešli, da bi Jezusa pokazali že v četrtek. Moj drugi svetli spomin, ki je vezan na sinovi svetega Frančiška, pa je spomin na minorita patra Maxa Klajnška, ki je bil v času, ko sem šel k prvemu svetemu Krailu, dekan naše dekanije, in je prihajal na spraševanja, da je imel sjajne knjige. Nikoli ne bom pozabil njegove svete maše 17. marca 1989 v celodnevnem čiščenju, ko se mi mogoče prvič v življenju pri kakem bogoslužju zdelo, da sem z eno nogo že v nebesi. In temu je veliko prispevala tudi pridiga patra Maxa, ki je znal nagovoriti ne samo razumom, ampak tudi srca otrok, tudi iz Karloganko, potom Župančiča, na katero je bil odgovor sveta Hostija. Tretji utrinek sta pa pater Simon Rupnik in pater Pavel Košir, ki sta mi z velikim navdušenjem in veliko naklonjenostjo razkazala cerkev svetega Jožefa na Šibenci na več kot 30 leti. Mogoče naj to služi kot nekakšna moja frančiškovska posebna izkaznica. Zdaj pa bi, preden se posvetim temi, ki je bila najprej predvidena, nekaj besed namenil Ukrajini. Priznam, da je to dežela, ki jo imam zelo rad, do katere občutim veliko naklonjenost, ki sem jo v zadnjih 10 letih večkrat obiskal. In zaradi tega mogoče prvič v svojem življenju doživljam vojno kot nekaj, kar je čisto zares. Kajti kot zgodovinar kar naprej predavam o vojnah. Lahko rečem, da je vsaka tretja beseda pri mojih predavanjih vojna, ali pa bitka, ali pa meč, ali pa vojskovodja. Ampak to so oddaljene stvari, včasih pri popovedovanju o številnih žrtvah, mogoče celo vsaj na tihe uživam, in se mi zdijo Hannibalove taktične zvijače odlične, čeprav je zaradi njih padlo 80.000 Rimljanov. Potem sem seveda v življenju doživljal številne vojne, ki so bile spet daleč, pa sem se mogoče kdaj navduševal nad kakim uspešnim bombardiranjem, ker so bombardirali pod narekovajem naši. Vojna v Ukrajini pa me sili, da postavim vse to v neko drugo luč in da pravzaprav za nazaj se vprašam, ali je bil moj odziv pravilen. Kajti nekaj čisto drugega je, če veš, da padajo bombe
na mesto, v katerem si hodil, ki se ti je zdelo lepo, veličastno, ki je mesto prijaznih ljudi, kot pa, če padajo na neko oddaljeno mesto, s katerim nimaš nobenega stika. In če bi moral zelo na kratko opisati, kaj je tisto, kar me je pri Ukrajini navdušilo, je to gotovo dejstvo, da gre za lepo deželo, prijaznih ljudi, zelo dobre hrane in tudi ljudi, ki imajo izjemen duhovni talent, izjemen občutek za sveto. To občutiš v vsaki ukrajinski cerkvi, ki jo obiščeš, da nosijo v sebi neko navdušenje za Boga in za cerkev, v katerem, ki sem jo morda jaz čutil pred 30 leti pri pridigi Patra Maksa po njegovi maši, pa sem jo potem nekje na poti izgubil. In zato ob dogajanju občutim najprej zelo veliko žalost, potem bolečino zaradi izjemne nemoči, ker dejansko so na delu sile, na katere nimamo vpliva, je na delu pomračen v katerega nimamo vpogleda. In na tretjem mestu sem zaradi tega besen, ker ne glede na to, kar vse lahko v teh dneh preberemo, imam občutek, da se vendarle v tem spopadu spopadata civilizacija in barbarstvo. In kot kaže, ni nemogoče, da bi barbarstvo vse začasno zmagalo pod narekovaji. V tej nemoči pa morda lahko vseeno naredim eno stvar, tudi danes tukaj, da pripovedujem o Ukrajini, da skušam zbuditi nekaj naklonjenosti do te trpeče preizkušene dežele, pa sploh ne prvič v njeni zgodovini. In zato to danes počnem. Tisto, kar bi rad v tem kratkem času, ki je odmerjen, predvsem predstavil je, kako je pravzaprav zgodovina Ukrajine in Ukrajincev v veliki meri podobna zgodovini Slovenije in Slovencev. Beseda Ukrajina sama po sebi pomeni deželo na meji. In tudi za Slovenijo se je zelo uveljavilo prepričanje, da je to neka dežela na stičišču svetov ali pa na meji. Slovenci smo nekako mejaši romanskega sveta, se pravi Italijanov, smo na meji z germanskim svetom, z Nemci in tudi na meji z madžarskim svetom. Obenem smo relativno blizu meje med različnimi oblikami vere v Kristusa, blizu pravoslavcem, tudi del naše zgodovine so zaznamovali protestanti in tako smo neka dežela na meji, ki je zaradi tega imela svoj zgodovino tudi težave. In tudi Ukrajinci so na meji, sicer na pravoslavni strani, meje s katoliškim svetom in zaznamovani so z neko čudno okoliščino, da so sicer drugače kot Slovenci po številu precej večji narod. Po nekaterih številkah jih je celo več, kot je na primer Poljakov, ki so recimo največji narod v tem vzhodnem delu Srednje Evrope. Ampak
Njihova zgodovinska zadrega je v tem, da so obsojeni na sosede, ki so neprimerno večji in močnejši kot oni. Ne glede na to, kako so Ukrajinci veliki, vedno bodo v senci večjega ruskega naroda. To je gotovo ena podobnost. Seveda je velika razlika med Ukrajinci in Slovenci v tem, da ukrajinske dežele so dežele, v katerih se je uveljavila vzhodna oblika krščanstva, tisto, čemu mi rečemo pravoslavje. In zgodovinsko vsi Ukrajinci črpajo iz tega bogatega zaklada vzhodnega krščanstva. Je pa res, da je največ za narodno uveljavitev Ukrajincev naredila čisto posebna oblika tega vzhodnega krščanstva, to je tako imenovana grko-katoliška cerkev, ki jo včasih imenuje tudi unijatska, zaradi tega, ker se je na neki točki v koncu 16. stoletja združila z rimokatoliško cerkvijo in ti Ukrajinci priznavajo kot svojega duhovnega voditelja papeža, tako kot mi. In ravno grko-katoliški duhovniki so, tako kot so katoliški duhovniki v zgodovini slovenskega naroda, ogromno prispevali k temu, da smo Slovenci obstali, da smo se razvili v popolnoma samostojen narod. Tako so tudi grko-katoliški duhovniki, zlasti eden metropolit Lviva, Andrej Šepticki, ki ga lahko mirno primerjamo z našim Antonom Martinom Slomškom, naredili ogromno za Ukrajince. Druga velika razlika med Ukrajinci in Slovenci pa je, da smo sicer Slovenci, kot vedno znova slišimo in beremo in končno tudi doživljamo, se velikokrat v zgodovini delili zaradi bolj ali manj pomembnih stvari, tudi zaradi neumnosti in veljamo tudi v evropskem merilu za enega bolj razdeljenih narodov, ampak vendarle pri nas ta razdeljenost ni utemeljena na tem, da bi se delili recimo zahodnjaki proti vzhodnjakom ali severnjaki proti južnjakom in obratno. Čeprav seveda imamo mi zlasti na Štajerskem ogromno povedati o Ljubljani, vendar in Šabarih, vendar je ta razdelitev pri nas nezemljena. V Ukrajini pa je. Ukrajina je v zgodovini nastala kot prava lepljenka ali kolaž različnih območij in pri vseh območjih je bilo ključno vprašanje, kakšen je odnos teh območij do Rusije, ki je torej ta velika soseda Ukrajine. In imamo na zahodu, ki je nam najbližji, v bistvu je vmes med nami in tem delom Ukrajine samo Madžarska. Imamo dele, ki nikoli niso imeli, nikoli od 13. stoletja naprej niso imeli tesnih stikov z Rusijo. Celo velik del te zahodne Ukrajine je bil do leta 1918 in pa od konca 18. stoletja Slovenci del iste države. Bil je del Habsburške monarhije in je tam spadal v deželo Galicijo. Tako da v bistvu smo bili s temi Ukrajinci še pred 100 leti v skupni državi. Potem pa imamo drugi del na vzhodu in pa spodaj pri Črnem morju na jugu, ki pa je najbolj povezan z Rusijo. In pravzaprav ta dva dela sta se pridružila ostalim ukrajinskim deželam šele v koncu 18. stoletja. Tja so sicer naselili prebivalstvo, ki je govorilo ukrajinsko, ampak
je njihova ukrajinska zavest najmanj močna. Potem je srednji del, ki pa je bil skozi zgodovino največji del povezan z današnjima Litvo in Poljsko. In zato se Ukrajinci so se vse do nedavnega delili na 3 dele. V tem delu, kjer živijo Ukrajinci, ki so nam najbližji, so bili po veri večinoma grko-katoliki, se imajo za Ukrajince in so tudi v vsakdanjem življenju vedno govorili ukrajinsko. Potem je vzhodni del, kjer so najbolj navezani na Rusijo, recimo ta del, kjer obstajata ti 2 sedaj ločeni, tako imenovani republiki Donetsk in Luhansk. Govorijo torej rusko, so po veri, so pravoslavci, ki so bili najbolj navezani na nekdanjo Sovjetsko zvezo in se pač najbolj čutijo povezani z Rusijo. Potem pa srednji del, tukaj pa v srednjem delu pa mi Slovenci svojo pametjo zelo težko razumemo. V ta del spada tudi glavno mesto Kijev. Tu so po veri v glavnem pravoslavci, se pravi ne grko-katoliki, vendar ne priznavajo ruskega patriarha v Moskvi, ampak imajo svojo pravoslavno cerkev v Ukrajini, ki je od leta 2019 tudi uradno priznana in imajo svojega metropolita v Kijevu. Ti ljudje, zgodovinsko, recimo še v moji generaciji, so vsi kot prvi jezik govorili ruščino. Kasneje skušal razložiti zakaj, vendar pa se imajo za Ukrajince. Torej, če boš jim rekel, da so Rusi in Ukrajinci en narod, da bi te že pred par leti focili, zdaj pa še bolj. Ampak tega mi Slovenci seveda ne moremo dobro razumeti, zato ker za nas je samoumevno, da kdo je Slovenec, ki govori slovensko. V Ukrajini je pa pogost pojav, da ljudje niso znali ukrajinsko, pa se imajo za Ukrajince. To sta ti 2 glavni razliki. Podobni smo si pa po številnih drugih stvarih. Torej, bistvena podobnost je, da smo tako Slovenci kot Ukrajinci skozi vso zgodovino spadali v neke večje državne tvorbe. Slovenci, glavnem pod oblast Habsburške dinastije, nekaj malega Slovencev je spadalo pod Beneško republiko na zahodu in nekaj malega Slovencev je spadalo pod kraljestvo Madžarsko, ki pa so jih tudi vladali Habsburžani kasneje na vzhodu. Ukrajinci so bili čisto na začetku, oziroma te dežele, kjer živijo Ukrajinci, so bile čisto na začetku del ene vzhodnoslovanske tvorbe, ki se ji reče ponavadi v slovenščini Kijevska Rusija, sedežem v Kijevu. Potem pa so ti deli Kijevske Rusije, kjer se danes državi Belorusija in Ukrajina, prišli pod veliko kneževino Litvo. S tem, da se ne smemo predstavljati te Litve kot relativno današnjo majhno državo Litvo, ker je to bila ena največjih držav v Evropi v tistem času in je obsegala današnjo Litvo, pa nekaj Latvije, pa celo Belorusijo in večino današnje Ukrajine. In ta Litva se je potem kasneje združila s kraljevino Poljsko. Tako da so večina Ukrajincev je živela v okviru združene Poljske in Litve. Ta Poljska in Litva je pa v koncu 18. stoletja, se pravi pred dobrimi 200 leti, izginila z evropskega zemljevida, zbrisali so jo z evropskega
zemljevida in so si njeni sosedje razdelili njeno ozemlje. In takrat je večina Ukrajincev prišla pod oblast ruskega carja, manjšina pa je prišla pod oblast Habsburške monarhije. In v Habsburški monarhiji se je Ukrajincem godilo relativno dobro, v ruskem carstvu pa relativno slabo, čeprav je tam živelo 85% prednikov današnjih Ukrajincev. To imamo mi skupno in seveda kaj se je dogajalo v teh večjih državnih tvorbah, sta bili slovenščina in ukrajinščina nekako vedno postavljeni bolj na stranski tir. Slovenščina v javnosti dolgo ni bila navzoča, tudi slovenski izobraženci, ko so nastopali v javnosti, so raje uporabljali nemščino, tudi dopisovali so si v nemščini in relativno pozno je slovenščina prišla v šole. To in tujčani iz svoje zgodovine seveda dobro poznate, ker je bil Ptuj kot mesto ravno eno od središč tega občutka, da v javnosti se govori samo nemško, slovenščina je dobra kot kmečki jezik, medtem ko pa šolani ljudje pa je ne uporabljajo. Seveda v primeru Ukrajincev bilo zelo podobno, s tem, da so imeli v okviru Rusije še veliko manj možnosti, da bi v javnosti uporabljali ukrajinščino. Ruske carske oblasti so celo trdile, da posebnega ukrajinskega jezika ni. Glede, ukrajinščina je jezik, ki je nekje vmes med poljščino in ruščino. Te besede so bolj podobne poljskim, druge so bolj podobne ruskim. Recimo en tak primer, jezik se po rusko reče jazik, medtem ko v ukrajinščini se enako kot v poljščini reče mova. Torej, medtem ko pa so imeli več možnosti za uveljavljanje ukrajinščine v pokrajini Galiciji, to je pa tisti del Ukrajine, ki je bil v Habsburški monarhiji. Po prvi svetovni vojni so Ukrajinci poskušali že ustanoviti svojo državo, kar pa jim ni uspelo, ker so se znašli v nekakšnem klinču. Na eni strani na zahodu so bili Poljaki, na vzhodu so bili Rusi, oziroma takrat že revolucionarna rdeča armada oziroma bolševiki, in ti dve sili sta zmleli ukrajinsko državo. Tako da zahodni Ukrajinci so potem med obema vojnama spadali pod Poljsko, vzhodni Ukrajinci so spadali pod Sovjetsko zvezo in tam je nastala Sovjetska Ukrajina oziroma Ukrajinska Sovjetska socialistična republika. En mali del Ukrajincev je pa spadal še pod Romunijo in še en mali del pod Češko-Slovaško. Tako so bili spet podobni Slovencem, zato ker Slovenci smo tudi razdeljeni bili po prvi svetovni vojni med več držav, med seveda kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, največ. Potem zelo veliko Slovencev je pristalo po prvi svetovni vojni v Italiji, nekateri govorijo, da celo 500,000, s približno 100,000 jih je ostalo v Avstriji in kakih 10,000 na Madžarskem. To je čisto identična zgodba. In v prvi fazi so v Sovjetski zvezi podpirali ukrajinski jezik in ukrajinsko kulturo, tako da se je ukrajinščina zelo uveljavila v prvih 10 letih Sovjetske zveze. Potem je pa Stalin nekje okoli leta 1930 premislil in je začel
vse druge jezike in kulture, razen ruske, v Sovjetski zvezi zatirati. Tisti, ki so se morali v 20 letih naučiti ukrajinsko, ker prej niso znali iz šole, so znali rusko, so bili potem pod Stalinom, zlasti 1937, skoraj vsi pobiti v okviru Stalinovih čistk. Tako da, seveda Poljaki tudi niso bili preveč naklonjeni Ukrajincem med obema vojnama, in potem je prišlo leto 1939 in druga svetovna vojna, ki je Slovence glavno zadela 2 leti kasneje, je pa druga svetovna vojna v obeh deželah pustila veliko razdejanje. Ukrajinci so najprej doživeli sovjetsko okupacijo, ker leta 1939, kot veste, sta bila Hitler in Stalin najprej zaveznika in sta oba skupaj napadla Poljsko. Vzhodni del Poljske pa je bila današnja zahodna Ukrajina. In ker so Sovjeti izvajali hud teror, so Ukrajinci leta 1941 z veseljem pričakali Nemce, ker so mislili, da jih bo pred njimi boljše. Seveda so se zmotili zaradi tega, ker Nemci niso marali Slovanov, pa ne glede na to, kdo so bili, da v Čehe so malo bolj obrajtali, ampak to je druga zgodba. Tako da Ukrajina spada med dežele, v katerih je bilo med drugo svetovno vojno največ žrtev, tudi zaradi tega, ker je v Ukrajini živelo ogromno judovskega prebivalstva, ljudje so živeli v Ukrajini že iz časa poljsko-litovske države. Od leta 1944 je potem vsa Ukrajina spadala pod Sovjetsko zvezo in Sovjeti so med drugim uradno ukinili grko-katoliško cerkev in jo prepovedali. Potem je lahko delovala samo v podzemlju, ampak v podzemlju je preživela, ker je bila to prava narodna cerkev in je ljudje niso hoteli zapustiti. Potem leta 1990 je bila obnovljena in naj se seveda največ zahodnih Ukrajincev spet grko-katolikov tudi uradno. Zelo podobno sta se Ukrajina in Slovenija tudi osamosvajali. Tisti dogodek, ki je Ukrajince nekako najbolj razjezil in so začeli razmišljati, da je čas, da se ločijo od Sovjetske zveze, je bila jedrska nesreča v Černobilu v Ukrajini konec aprila leta 1986. To se nas večina tu spomni, da so Sovjeti najprej 4 dni prikrivali to jedrsko nesrečo in šele po 4 dneh so to uradno sporočili, da je bilo jedrsko nesrečo. Seveda, ker je bila Ukrajina poleg Belorusije najbolj prizadeta, se je zaradi tega tudi ločila, potem se je začela ločitev od Sovjetske zveze in Ukrajina je postala neodvisna 2 meseca pozneje kot Slovenija, 24. avgusta 1991. Takrat so nekateri stari partijci poskušali izvesti državni udar proti takratnemu sovjetskemu predsedniku Mihajlu Gorbačovu, ampak ta puč ni uspel, potem se je Ukrajina osamosvojila. Imeli so tako kot Slovenci tudi referendum o neodvisnosti, samo da so ga imeli naknadno, ko je bila neodvisnost že razglašena, in tudi v Ukrajini je 90% glasovalo za neodvisnost. Takrat je k Ukrajini spadal polotok Krim in celo tam, čeprav je bila tam večina ruskega prebivalstva, so glasovali za neodvisnost. Ja, še enkrat bi pa to poudaril, da seveda v zadnjih desetletjih Sovjetske zveze
so sovjetske oblasti izrazito forsirale ruščino. Recimo, da bi otroci hodili v ukrajinske šole, to so hodili res samo otroci najzavednejših Ukrajincev, ker jih enostavno ni bilo približno 10% šol v Ukrajini je bilo v ukrajinščini, 90% ga je bilo v ruščini. Zaradi tega je prišlo potem do tega, da razen na Zahodu praktično ljudje v vsakem življenju uporabljajo še danes ruščino. Kar pa ne pomeni seveda, da se imajo za Ruse. In velikokrat slišimo danes v medijih, da je ruščina v Ukrajini diskriminirana in Putin je tudi to navedel kot razlog za napad na Ukrajino, ampak bi rad samo omenil eno vzporednico z našim prostorom. Zamislite si, da bi leta 1922 na Ptuju, kjer je nemščina prej prevladovala v vseh porah javnega življenja, kjer so bile torej nemške šole, občina je uporabljala nemščino, da bi ponovno uvedli nemščino kot drugi uradni jezik. To bi v kratkem času povzročilo, da bi slovenščina iz javne rabe spet izginila. In to se je tudi zgodilo v sosednji Belorusiji, kjer so uvedli ruščino že po 5 letih nazaj, kot drugi uradni jezik, pa je beloruščina zaradi tega praktično propadla. In zaradi tega se da Ukrajina posebej ščiti ukrajinščino, kar pa ne pomeni, da ni medijev v ruščini, da ni šol v ruščini, da ni televizijskih programov v ruščini. In druga stvar, po kateri se seveda Ukrajina razlikuje zlasti od Rusije, imela je zelo velike gospodarske težave po osamosvojitvi. Čeprav je to izredno bogata dežela, velja za žitnico Evrope, ima veliko rudnega bogatstva, ampak po osamosvojitvi je doživela popoln gospodarski zlom. Zlasti zaradi tega, ker je izgubila skupni sovjetski trg, pa zato, ker je velik del sovjetske vojaške industrije bil v Ukrajini in seveda potem je izgubil glavni smisel obstoja, pa še te razni zastareli rudniki. In življenje ljudi v Ukrajini je bilo res težko. Še zdaj je standard višji v Rusiji in Belorusiji kot v Ukrajini. Ampak Ukrajinci so kljub temu, drugače kot Rusi, vedno ohranili vsaj neko osnovno demokracijo, delujočo demokracijo, delujoče različne medije in zdi se mi, da je to tisto, kar Putina najbolj skrbi in moti, ker se boji, da bi vendarle ukrajinski zgled pljusknil tudi v Rusijo. Pa še nekaj je seveda, Ukrajinci so se dvakrat uprli ruskemu vplivu po letu 1990, enkrat leta 2004, ko so Rusi na volitvah podpirali enega kandidata po imenu Viktor Janukovič. Ukrajinci pa so se, ki ga je podpiral tudi do takratni predsednik, potem so malo prilagodili volilne rezultate, da je Janukovič tudi zmagal po narekovaji, pa so se Ukrajinci temu uprli s tako imenovano oranžno revolucijo in dosegli ponovitev volitev. Drugič in še bolj pa so se Ukrajinci Putinu vsedli v želodec leta 2014, ko so tega istega Viktorja Janukoviča, ki je vmes postal predsednik in je poskušal
spremeniti ukrajinski sistem tako, da bi bil bolj podoben ruskemu, se pravi, da bi s časoma to možnost izražanja več mnenj v javnosti omejil, poleg tega je pa vlada seveda takrat izjemna korupcija, so tega istega Viktorja Janukoviča stresli z oblasti. To je, mislim, da tega Putin ni nikoli oprostil, ker je v bistvu tudi začel z akcijami proti Ukrajini na točno isti dan, ko je bil Janukovič zrušen 8 let prej. Mislim, da to ni naključje. Mogoče sem ni tako že predolg, kar se tiče Ukrajine, ampak glede na to, da je zadeva aktualna, se mi je zdelo mogoče smiselno, da posvetim nekaj več časa, mogoče potem še kaj v pogovoru. Na koncu tega dela pa bi se vrnil k izhodišču. Občutim res veliko žalost in edina stvar, močnejša stvar, pravzaprav tista stvar, v katero res lahko v teh težkih trenutkih zidamo upaj, je molitev. Zato bi vas vse povabil k vztrajni molitvi za razrešitev tega položaja in za konec tega izjemnega trpljenja prebivalstva, ker vendarle kot zgodovinar sem večkrat govoril, da so se v različnih spopadih dogajali tudi čudeži, celo že v predkrščanskih časih, pa potem v različnih vojaških spopadih, recimo v bitki pri Frigidu, na naših tleh v bližini Vipave leta 394, naj bi se zgodil čudež, ali pa, ko je Devica Marija čudežno ubranila Čenstohovo pred švedskim napadom v 17. stoletju, pa sem kot zgodovinar na te čudeže vedno gledal z nekaj distance. Ampak odkrito povem, da v zadnjih dneh razmišljam, da dejansko potrebujemo čudež in da je čudež edino, kar lahko ta zamotani ključič razreši, dokler žrtev še ne bo veliko. In zato bom vztrajno molil. To je bil prvi del, ki je nekako bil povezan z aktualnim dogajanjem. V drugem delu bi pa zdaj nakratko spregovoril o tistem, kar je bila osrednja tema, in sicer navzočnost članov Svetnega reda Svetega Frančiška v javnosti, mogoče še posebej z našim povezavi z našim družbenim in političnim dogajanjem. Čisto na kratko, na začetku seveda sam kot otrok poznega socializma zelo močno doživljam, da imam kot kristjan težave svojo vero kazati tudi v javnosti. Zdi se mi, da je to pač dediščina okoliščin, v kateri smo odraščali, in sam sem poskušal to premagovati tako, da sem se začel dosledno križati pred kosilom. To je neki taki trening, seveda ne pomeni veliko,
ne prihaja ta križ tudi vedno iz srca, ampak je neki trening, torej, da pokažem svojo vero tudi v javnosti. Potem pa imamo ne samo kristjani, ampak tudi politike, ampak tudi vsi Slovenci, se mi zdi, imamo pa še posebej zadržan odnos do delovanja v politiki, do ukvarjanja s politiko, do spremljanja politike. Zelo se je uveljavilo prepričanje, da politika za poštenjaki ni, da je to nekaj, s čimer ne se ukvarjajo tisti, ki niso uporabni za čisto nič drugega. Zato gotovo obstaja precej razlogov, ampak vendarle bi se morali tudi spomniti, da je bilo pa v stari Grčiji, ki vsaj nam na zahodu velja za vzor dobro urejene politične skupnosti, mislim, seveda atenska skupnost, niso bile vse grške skupnosti take, je pa veljalo ravno obratno. Ne, da je lenuh tisti, pa človek, ki ni nič prida, ki se ukvarja s politiko, ampak tisti, ki se s politiko ne ukvarja. Imeli smo celo enega grškega, atenskega misleca, ki je rekel, da celo če pride do državljanske vojne, bi se moral vsak meščan jasno postaviti na eno stran. To je nam seveda popolnoma tuje danes in gotovo k navdušenju, pa ne navdušenju na politiko tudi niso prispevale razmere zadnjih 2 let, ko smo doživeli pandemijo in obsežno zapiranje tako imenovanega javnega življenja in celo zapiranje cerkva, kar se nam je zdelo še 6 mesecev pred tem popolnoma nemogoče. In razumljivo je, da smo zaradi tega ne samo zmedeni, ampak tudi velikokrat jezni, besni in da ta bes usmerjamo v tiste ljudi, pa v tiste politike, ki so bili v zadnjih 2 letih pri krmilu in ki so nam morali sporočati slabe novice. To je popolnoma razumljivo, toda mogoče vseeno ne bi bilo dobro, če bi pri našem sodelovanju, ki je v demokraciji ključno, in to so seveda volitve, čeprav volitve niso edini način sodelovanja v politiki, ampak kljub temu naše zelo pomembno orodje. Če bi pri izbiranju imeli pred očmi samo ta svoj bes, to je jezo zaradi zadnjih 2 let. Slovenci smo hkrati v zadnjih 15 letih obogatili evropsko politiko z neko svojo lastno pogruntavščino, ki je v taki obliki v drugih obdobjih nimajo, in to je tako imenovana logika novih obrazov. Že od leta 2008 se pred vsakimi volitvami v Sloveniji pojavi nova instantna politična skupina, ki potem ponavadi doseže na volitvah dober rezultat ali celo zmaga. Seveda tudi drugod po svetu stare stranke izgubljajo svoj vpliv in nastajajo neka nova gibanja. Imamo tak primer v Franciji, končno tudi ukrajinski predsednik, ki se je v zadnjih dneh zelo izkazal, je bil v poklicu igralec in njegov edini stik s politiko je bil, da je v televizijski seriji
služabnik ljudstva igral predsednika. In ljudje v Ukrajini so ga izvolili za predsednika skoraj s 3/4 glasov. Ampak vseeno mislim, da obstaja razlika med njim in pa med našimi tako imenovanimi novimi obrazi. Zaradi tega, ker Volodimir Zelenski ali pa tudi Emmanuel Macron sta v resnici ustvarila neko novo politično skupino. V Sloveniji pa se mi zdi, to je seveda moje mnenje, s katerim ni nujno, da bi se strinjali, pa je ustanovitev nove politične skupine pred vsakimi volitvami namenjena temu, da se prikrije, da se pravzaprav tisti, ki so za krmilom, niso zamenjali. Ali pa so se zamenjali samo obrazi, vsebina je pa ostala ista. In zaradi tega bi ob koncu prvega, torej svojega modrovanja, rad se nekoliko poigral številkami. Zdaj, Slovenija je v drugi polovici 20. stoletja doživela relativno dolgo obdobje, ko smo imeli zgolj eno stranko in ko velik del ljudi in tudi političnih idej ni bil pripuščen v javnost. Ta stranka je 45 let obvladovala ne samo politični prostor, ampak tudi vse ostale pore družbenega življenja. Še največ možnosti za izražanje drugačnih mnenj je bilo ravno znotraj cerkvenih zidov ali pa znotraj cerkvenih ustanov, čeprav celo to v Sloveniji malo manj kot recimo že na Hrvaškem. Po letu 1990 se je pahljača sprla, ampak kljub temu ne moremo mimo dejstva, da je, recimo zdaj od tega 32 let, ko imamo v javni areni različne politične stranke, različne sindikate, različne medije. Skratka, ne moremo reči, da ni mogoče slišati različnih mnenj. V teh 32 letih pa je vendarle večino časa, recimo okrog 22 let, so imele največjo odgovornost in so bile za krmilom skupine, ki so tako ali drugače bile povezane z nekdanjo monopolno komunistično partijo, oziroma Zvezo komunistov Slovenije, kar se je imenovalo v 1952. In zaradi tega je seveda v slovenskem prostoru nastalo relativno veliko neravnovesje. Če je pač nekdo kar naprej na oblasti, potem je jasno, da ima, da nastavlja svoje ljudi skozi desetletja v različne ustanove in tako imamo neravnovesje v medijih, na sodiščih, v politiki, mogoče celo še najmanj, celo v kakih šolskih učbenikih se to pozna. In zato je tudi razumljivo, da v trenutku, ko se pa enkrat ekipa pri koritu, neposredno pri koritu vsaj malo menja,
tisti, ki niso, ki so bili navajeni, ki so pri koritu, pa niso pri koritu. Postanejo živčni in mislim, da smo to živčnost že v prvem letu pandemije zelo dobro tudi izkusili. In mogoče bi ta premislek, da prvič nimamo pred očmi samo zadnjih 2 let, ko se nam je zdelo, da se svet ruši, ko se nam je zdelo, da nas na vsakem koraku nekdo hoče omejevati, pa nismo bili vedno pripričani, to zato, ker je hudo, ali pa zato, ker je to res potrebno, da je čisto razumljivo, sej nihče si ni predstavljal, recimo, da boš lahko šel, ali pa da ne boš mogel iti k maši, ali pa da ne boš mogel iti v trgovino, kot ti paše, tu smo bili pač navajni bolno drugačno življenje, torej, da ne, nimamo prečmi samo tega, in drugič, da tudi razmišljamo v nekoliko daljši časovni perspektivi in da razmišljamo, kdo je imel v tej daljši časovni perspektivi v zadnjih slabih 80 letih največkrat priložnost, da stvari spreminja, da jih spreminja na bolje in da se tudi sprašujemo seveda, ali in v kolikšni meri je to naredil. Ne zdi se mi pa seveda smiselno, da bi morali kristjani vsi misliti enako, da bi morali vsi trobiti v isti rok tudi v politiki. Bilo bi pa lepo, če bi se lahko ujemali pri nekaterih najpomembnejših vprašanjih. In za konec še ena stvar, ki mi že dolgo leži na duši in za katero mislim, da lahko člani Frančiškovega svetnega reda in članice zelo veliko naredite in je potrebno. Rekel sem že prej, da Slovenci veljamo za enega najbolj razdeljenih narodov v Evropi, vsaj v političnem življenju, pa vsaj med, recimo, izobražencem, to gotovo drži. Zato je življenjskega pomena, da ohranjamo sodelovanje vsaj v vsakdanjem življenju in da smo se sposobni pogovarjati z vsakim, da nikomu ne zapremo vrat in ušes. Nikakor ni treba, da se strinjamo. Dialog ni to, da bi vsi trobili v isti rok. Proti takemu ponovanju dialoga sem jaz prvi. Ampak večkrat že doživim, da pridemo do položaja, ko do človeka sploh ne moreš več, ko te zavrne že v štartu zaradi tega, kar misli, da si, ali pa kar v resnici si, ali zaradi stališč, ki si jih kdaj izražil. In zato vas tudi na tem mestu prosim, da ste, kot sveti Frančišek, apostoli pogovora, apostoli sporazumevanja in da vedno iščete tiste vstopne točke, o katerih se lahko pogovorimo. Kajti takrat, ko bi te delitve iz političnega življenja priskočile tudi na vsakdanje življenje, se ne bi več zmogli tu sporazumeti, potem nam res prede trga. Ampak jaz verjamem, da ste vi svojim globokim dojemanjem
delovanja svetega Frančiška tisti, ki boste znali vedno ohranjati ta pogovor z drugim in prepričan sem tudi, da če nam uspe ta pogovor na koncu prenesti tudi na politično raven, če nam uspe doseči tisto, da bosta končno tudi v politiki sodelovali stranki, ki zastopata, več strank, ki zastopajo popolnoma različna stališča v izhodišču, potem bomo tudi kot narod postali, ne bi rad rekel, normalnejši, ampak vsekakor prostor, v katerem bo tudi politika bolj zaželena in ne bo več veljalo za tisto, s čimer se ukvarjajo samo lenuhi in nesposobni. Hvala lepa.